Pozdravljeni. Ste se kdaj spraševali, kakšna bi bila sezona 2023, če na štartnem razporedu ne bi bilo Red Bulla? Marsikateri navdušenec je nad sezono 2023 odkrito razočaran. Na vseh dirkah, razen veliki nagradi Singapurja, so zmagali pri Red Bullu. In konec koncev, pravzaprav sezona, ki ni marsikomu pustila, imenujmo ga, lepega spomina. Vkolikor bi imeli na štartnem razporedu samo 9 ekip, da ne bi spremljali Red Bulla, bi lahko trdili kaj podobnega ali ne. Izjemno enostavno je priti do tukaj zanimivih rezultatov. Namreč, kolikor pogledamo rezultate Maxa Verstappena, Sergija Pereza in Red Bulla RB19, lahko vidimo, da pravzaprav, kolikor jih brišemo, iz tistih seštevkov ne dobimo nobene prave spremembe. Ampak po drugi strani, kolikor premaknemo vse tiste voznike, ki so bili zadaj, za mesto ali dve naprej, se zadeve spremenijo. In to še kako. Vkolikor Red Bulla ne bi bilo, bi svetovni prvak postal Lewis Hamilton z Mercedesom, kar zopet v očeh nekaterih navdušencev ni neka fenomenalna zadeva. A zanimivo je videti, s kakšno prednostjo bi Hamilton postal svetovni prvak pred svojim prvim, največjim in najbolj gorečim antagonistom Fernandom Alonsom na drugem mestu. Hamilton bi zbral 330 točk, Alonso 314, torej 16 točk razlike, boj do zadnje dirke svetovnega prvenstva Formule 1. In že to nam kaže, da sezona 2023 brez Red Bulla sploh ne bi bila tako slaba. Tudi na nadaljnih mestih vidimo, da naprimer Leclerc, Sainz in Norris po številu izbranih točk bi bili dokaj skupaj. Poglejmo še trenutek na dno lestvice, kjer vidimo Logana Sargenta, ki bi imel na svojem računu 9 točk in ne samo eno. Prav tako kot Liam Lawson. A tu je neka zanimivost, vkolikor Red Bulla ne bi bilo na štartu, bi Logan Sargent prvo točko osvojil že na svoji prvi dirki za veliko nagrado. In sprašujem se, kako bi ga kritizirali razni poznavalci, ki v njem, iskreno povedano, ne vidijo skoraj da nobenih kvalitet. A gre za moje osebno razmišljanje. A če smo sedaj pogledali malce situacijo pri voznikih, je prav, da svojo pozornost usmerimo tudi k konstruktorjem. Namreč tu je zadeva še bistveno bolj zanimiva. Namreč svetovni prvaki bi postali pri Ferrariju z enakim številom točk kot pri Mercedesu, ampak za eno bistveno razliko. Ferrari bi osvojil 7 zmag, Mercedes le 3. In seveda, sedaj imamo odprta vrata do raznih razmišljanj. Prvič, govoriti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, konec koncev lahko ne pripelje nobenega pravega rezultata. Vsak si lahko izmisli določen primer, ki mu je dobesedno pisan na kožo. Ampak po drugi strani lahko vidimo, da za Red Bullom se je bil tukaj zanimiv boj, ki ga pa mnogi navdušenci niso videli, ker po mojem osebnem mnenju nihče jim ga ni znal predstaviti v pravi luči. Verjamem, mnogokrat se zgodi, da pravzaprav tisti, ki gleda Formulo 1, spremlja samo zmagovalca oziroma one, ki se znajdejo na zmagovalnem odru. Ampak zanimive zadeve se dogajajo tudi zadaj in v tem primeru bistveno bolj zanimive kot one spredaj. In drugič, kolikor Red Bulla ne bi bilo, bi sezona 2023 morda bila najboljša v zadnjih desetletjih.
z izjemno majhnimi razlikami in seveda nepredvidljiva do samega konca. A verjamem, gre le za primer, ki nam hoče dokazati, da pravzaprav vsi ostali, razen Red Bulla, so bili dokaj skupaj in enako konkurenčni. Upam, da v prihajajoči sezoni 2024 se bo ta razlika med Red Bullom in vsemi ostalimi še zmanjšala in da bomo takšne lestvice spremljali na koncu sezone in brez tega, da bi bilo potrebno nekoga dobesedno izločiti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.